Pozdravljeni, danes bomo pa pogledali kotne funkcije dvojnih kotov. Zaenkrat še tega ne rabimo, bomo potem pogledali, ne. Se pravi, kotne funkcije dvojnih kotov. Namreč včasih se zgodi, da nas zanima tale situacija. Ali pa da moramo rešiti nalogo, tudi če nas ne zanima, ne. Koliko je zdaj sinus 2 alfa? In zelo lepo bi bilo, ne, če bi lahko napisali, da je to kar sinus 2 alfa. Ampak temu ni tako. Sinus 2 alfa zapišemo takole. Sinus alfa plus alfa, ne. To sta dve alfi. In potem kar hitro ugotovimo, da bo to verjetno adicijski izrek za sinus. Sinus smo rekli, da je to ta zmešan. Se pravi, imamo zdaj sinus alfa krat kosinus. To bi bilo po formuli beta, ampak ker imamo mi tukaj namesto beta alfa, damo še en alfa. Plus sinus beta, torej naš alfa, ne, in kosinus alfa. Vidimo, da smo dobili dva popolnoma enaka izraza in dobimo 2 krat sinus alfa krat kosinus alfa. In to je tudi formula za sinus dvojnega kota. Se pravi, formula za sinus 2 alfa je 2 krat sinus alfa kosinus alfa. Krat je to vmes, ne. Tako, in na podoben način izpeljemo tudi formulo za kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa pa napišemo, ne, da je to kosinus alfa plus alfa. Zdaj pa pri kosinusu je pa tako. Najprej sta kosinusa, se pravi kosinus alfa krat kosinus alfa. Pa če je tu plus, je tu minus. Pa oba sinusa. Sinus alfa in dobimo, da je kosinus, ker sta 2, je na kvadrat alfa minus, tu sta tudi 2, sinus na kvadrat alfa. In zdaj, če bi zapisali formulo še za dvojni kot kosinusa, kosinus 2 alfa je kosinus na kvadrat alfa minus sinus na kvadrat alfa, ne. Zato podobno, če se spomnite tisti formuli, kar povezuje sinus pa kosinus alfa. Tako, tole je v bistvu vsa znanost teh dvojnih kotov. Tudi če jih ne veste na pamet, si lahko vedno pomagate z adicijskimi izreki, ne, ki jih pa seveda veste na pamet. Adicijski vam pač ostanejo v življenju, medtem ko dvojna kota ne. Toliko. Dobro, zdaj pa poglejmo, ne, tole je zdaj ta iz skripte. In imamo dve naloge, ki jih lahko rešimo ali pa tudi ne, zato ker se zdaj to vse prekrili. Takle in dodamo novo stran in prilepimo. In dobimo točno tisto, kar smo želeli. V bistvu nismo dobili točno tisto, kar smo želeli. Želeli smo samo vaje. Pa nič, bomo zdaj samo eno, da ne bomo dvakrat. Se pravi, dajmo tole vajo izračunati. Natančno izračunati 2 krat kosinus alfa, če veš, da je kosinus alfa 2/3 kot alfa pa med 0 in 90 stopinjami. Zdaj, jaz tukaj včasih ne izpišem podatkov, sem se zalotila pri nalogi, zato ker so tako lepo že vse to napisani, ampak ko rešujete naloge, vam vseeno svetujem, da si napišete podatke, ne. Pa dajmo tokrat narediti to. Kosinus alfa je 2/3, 0 je manjše od alfa je manjše od 90 stopinj in zanima nas kosinus 2 alfa. In ker smo radovedni, nas bo zanimal tudi sinus 2 alfa. To je dodatek. Bom z zvezdico označila. Dodatno sem si to spomnila kar zdajle. Kako srečo imate. No, najprej kosinus 2 alfa. Se pravi, kosinus 2 alfa je po formuli kosinus na kvadrat alfa minus sinus na kvadrat alfa. In če pogledamo podatke, kosinus alfa imamo, potrebujemo še sinus. Pa ga zračunajmo. Potrebujemo eno formulo, kjer
sta povezana sinus in kosinus in to je seveda ta. Sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je 1. Potrebujemo sinus, zato sinus na kvadrat alfa pustimo na tej strani, kosinus pa nesemo na drugo. Kosinus na kvadrat alfa. Sinus na kvadrat alfa je 1 minus 2/3 na kvadrat. Sinus na kvadrat alfa je potem 1 minus 4/9. 9/9 minus 4/9 je 5/9. In pa zdaj, da dobimo sinus alfa, tole korenimo. In dobimo, da je sinus alfa plus minus koren 5/3. Zdaj moramo še pa določiti, kaj je s predznakom. Za sinus smo rekli, gledamo po y-osi, plus, plus, minus, minus. In zdaj, kot je med nič in 90 stopinjami, tule. To je nič, to je 90 stopinja in mi imamo zdaj tukaj plus. Tule bom napisala, da je sinus alfa enako plus koren 5/3. Takole. Zdaj bom pa tule naprej pisala z rdečo. Koliko je kosinus alfa? Je 2/3. Se pravi, moramo dati 2/3 na kvadrat minus sinus je pa koren 5/3. Ali pa pogledajte, ker je tule sinus na kvadrat alfa, lahko vzamemo kar tole. To je pa 5/9. To je tak mali trik. 4/9 minus 5/9 je minus 1/9. In to je rezultat, ne? Kosinus 2 alfa je minus 1/9. Ok? Pa bomo tole pobrisali. Če niste uspeli, si zavrtite nazaj. Takole. Zdaj pa kot dodatek smo pa rekli, da bi si želeli še videti, koliko je sinus 2 alfa. Po formuli je sinus 2 alfa 2 krat sinus alfa krat kosinus alfa. In zdaj, ker že imamo zračunan sinus alfa pa kosinus alfa, lahko vse to preprosto vstavimo. To je zdaj 2 krat sinus alfa je koren 5/3, kosinus alfa je 2/3. In zdaj nekako sem ugotovila, da vas tale dvojka vedno zmede. Kam spada? To je 2 enini, se pravi dvojka oziroma samostojna številka pri množenju gre vedno navzgor pri ulomku. 2 krat 2 je 4, koren 5, 3 krat 3 je pa 9. In to je pa dvojni kot sinus 2 alfa. Tako, zdaj imamo še pa eno veselje za zaračunati, samo da ga najdem. Tako. Drugi je pa tale, natančno izračunaj sinus 2 alfa. Takole. Če veš, da je kosinus alfa 1/3, kot pa med 270 in 360 stopinjami. Pa dajmo tokrat biti bolj organizirani, izpišemo podatke. Kosinus alfa je 1/3, kot je med 270 in 360 stopinjami. In zanima nas, koliko je sinus 2 alfa. No, v bistvu pa kot dodatek, pa ne bomo. Pustimo zdaj to tako, kot je, če smo si že tako zamislili, ne. Če pa koga še zanima, pa še lahko sinus 2 alfa zračuna. Sinus 2 alfa. Če pogledamo, kaj je sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa po formuli je 2 krat sinus alfa krat kosinus alfa. Kosinus alfa vemo, koliko je, sinus alfa nas pa še zanima. Formula, ki povezuje sinus in kosinus, je sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je 1.
Sinus iščemo, zato ga izrazimo. Sinus na kvadrat alfa je 1 minus kosinus na kvadrat alfa. Sinus na kvadrat alfa je 1 minus. Namesto kosinusa damo 1/3 na kvadrat. Sinus na kvadrat alfa je 1 minus. 1/3 na kvadrat je pa potem 1/9. Sinus na kvadrat alfa je 9/9 minus 1/9 je 8/9. Korenimo. Pa dobimo, da je sinus alfa plus minus koren 8/3. Določimo še plusa in minus. Se pravi, sinus nas zanima. Sinus je tako kot y. Zgoraj je pozitiven, spodaj je negativen. In poglejmo, kod do kod imamo kod. Tu je zdaj 0, tu je 90, 180 stopinj, 270 stopinj in 360 stopinj. Naš kot je med 270 in 360 stopinjami, se pravi 0. In vstavimo zdaj to v našo enačbo. 2 ostane, sinus alfa je minus koren 8/3, kosinus alfa je 1/3. Minus ostane, dvojka gre gor, 2 koren 8/9. Zdaj pa tole priznam celoten rezultat. Seveda pa kot matematiko se pa moram malo pikniti v tale koren 8. Ta se da delno koreniti, ne. Koren 8 je v bistvu 4 krat 2. 4, ko lahko korenimo, je to 2, pod korenom ostane 2. Se pravi, bi lahko to zapisali tudi minus 2 od tegale, krat vse tole, 2 koren 2, lomljeno z 9, še pomnožimo in dobimo 4 koren 2/9. To pa je zdaj zelo lepše in bom jaz tudi lažje spala, če bo tako. Tole vam bom pa štela, če bo na testu tako, ne. Tole je pa, saj veste, boljše. Zdaj, kaj bi lahko tukaj za domačo nalogo? Ne vem, če jo rabite, lahko si malo odpočijete. Če pa koga zanima, so pa na Alfi. Alfa je, so točno take naloge. Točno taka naloga je recimo 226 na strani 63. Pa ni potrebno, to je veliko primerov od A do P. Lahko se na enem preizkusite. Drugače pa mislim, da je tole tako podobno prejšnji snovi, da rečemo, da tokrat ni domače naloge. Pa se slišimo naslednjič, a ne.